Če začnem test, to je pa eden najboljših avtomobilov, ki sem jih vozil letos, boste verjetno vsi pomislili na neko pošast, ki stane milijon evrov. Ne, samo 14.100 evrov stane moj letošnji favorit. Tamle se skriva. Ga še opazili ne bi, če vas ne bi opozoril, ne? Zakaj me je Suzuki Ignis tako navdušil? Ker za dobro oceno tako majhnem paketku ponuja ogromno. Vem, veliko komentarjev sem slišal o tem zadku. Nekaterim je obupen, drugim všeč, ker je tako nenavaden. Predvsem kratek, poglejte, kakšen previs je čez zadnji kolesi. Vse veste, da to pomeni odlično okretnost in učinkovito plezanje po terenu ali pa robnikih v mestu. Točno za takim mestnem malčkom imam vedno v rokavu en ultimativen test. Tale ulica, kjer ima studio naša postprodukcija, je ena najožjih v Ljubljani. Adrenalin šprica v potokih in to pri hitrosti manj kot kilometer na uro, ker te ves čas strah, da boš popravil avto. Ampak Ignis bi teoretično moral iti skozi. Yes! Uspel mi je. 1,2 litrski bencinski mlinček je edini v ponudbi, zato boste morali biti enostavno zadovoljni z njim. Za mesto je super, Ignis tehta manj kot tono, zato je poraba s čisto normalno vožnjo pod 6 litri. Se pa hitro utrudi na avtocesti. Po ravnem gre še ok, malo bolj ga pa zmotijo dolgi klanci, zato ga ne svetujem tistim, ki se večinoma vozite dlje. Doma je tukaj, v mestu ali pa na okoliških hribih. Čeprav podvoze ni tako napredno, zelo učinkovito pobira neravnine. Medosna je kratka, pa se vseeno kar udobno zapelje čez luknje, volan je tudi prijetno lahkoten za mestno vožnjo in šviganje po ozkih ulicah in preglednost, ja, dobro je, ker je avto ogled. Samo tale zelo širok cestebriček vas bo zmotil, če boste na kakšnem prehodu gledali, kje so kolesarji. Volan je nastavljiv samo po višini, kar me navadno moti, ker je malo predaleč. Tukaj je podobno, ampak to je pač davek na ugodno ceno. Še ena malenkost, menjalnik. Lepo teče, ko greste naprej, tudi 5 prestav je načeloma dovolj, se pa vedno oglasi z neodobravanjem, ko prestavite vzvratno. Ga bo treba očitno še malo podmazati. Ok, dost betona. In dost Mateja, za teren sem jaz. Od tal je oddaljen za skoraj terenskih 18 cm, s kratkima previsoma pa lahko zleze v marsikatero luknjo, če vam ga ni škoda. Velika prednost Ignisa je tudi dolžina. 3,7 metra je dolg, kratek, zato se lahko obrne tudi na ozkih gozdnih poteh, da v mestih sploh ne govorim. Poglejte, kako se obrne na manj kot 5 metrov široki ulici. Tole pa je lepo. No, čisto vsakega pa preseneti tudi prostornost kabine. Ker je tole po merah mestni malček, boste zelo presenečeni, ker lahko brez večjih težav sedita dva odrasla drug za drugim. V širino je prostora manj, zato sam raje izberem takšno klop zadaj, kjer lahko sedita samo dva, se pa oba dela premikata naprej in nazaj, celo na slona. Ste videli? Tega marsikateri enoprostornik nima. Prtljažnik je pričakovano majhen, ampak se ga lepo poveča s pomično klopjo. In ker vem, da se večino časa vozite sami ali pa dva v avtu, ga bo dovolj. Tale je še malenkost manjši, ker ima avto 4-kolesni pogon, posoda za gorivo pa meri samo 30 litrov. Pač, to je mali avtek. Gremo dalje, na vrh. Ignis res nima težav. 4-kolesni pogon je sicer res bolj osnovne sorte. Ko zdrsneta prvi, traja kar nekaj časa, da se preko viskozne sklopke zavrtita še zadnji, ampak takšne ceste preživeči kot za šalo. Zmore veliko več, kot si upa večina voznikov, so pa pnevmatike tukaj bolj za cesto, kar je jasno glede na namembnost avtka. Še Suzuki sam pravi, da je to mestni križanec in ne terenski avto, kot misli večina, ko prebere 4-kolesni pogon. Evo, cilj! Nobenih težav za 14.100 evrov vreden Ignis, pri čemer 650 evrov stane samo tale zanimiva barva. Ja, nekateri za malo ponujajo za res veliko.